Pozdravljeni v novi epizodi podcasta Seks v pisarni. Ker je zadnje čase malo bolj tako turobno, ne prav poletno vreme, čeprav dobro, ja, poletne nevihte, sem se odločila, da bomo danes prebrali par zgodbic. Jaz jih bom malo pokomentirala, pol bomo še pogledali par zanimivih mitov o orgazmu in pa predstavila vam bom eno igračko, ki se mi zdi fulušna za take dni, kot je ta. Lahko da dokler bo ta podcast prišel, da se bo že vreme kaj popravilo, ampak bomo videli. V glavnem, jaz sem zbrala nekaj zgodb iz različnih kanalov. Mečkan so omiljene, ker je bil besednjak izredno ekspliciten, tako da, ja, pojmo kar na tele zgodbice. Kar sem pa v bistvu iskala, je bilo pa pričevanja o izjemno dobrih ali pa iščem slovensko besedo, takih orgazmih, ki si jih zapomniš. Ja? Ok. Pejmo kar na prvo zgodbo. Bila sem v obdobju, ko že 5 let nisem imela spolnega odnosa. Potem se je pojavil moški, ki sem ga opazovala že 3 leta in očitno je tudi on gledal mene. Po nekaj srečanjih so se znašla sama pri meni doma. Vsak dotik, vsaka beseda je bila kot iskrica, ki je zanetila ogenj. Ko mi je slekel srajco, sem v šali rekla, naj tudi on sliče svojo, me je medtem nežno obrnil pod sebe. Poljubi so postajali vse bolj vroči, telesi usklajeni v popolnem ritmu, brez penetracije, a z neustavljivo privlačnostjo. Vrhunec se je zgodil, še preden so oblačila sploh padla na tla. Oba sva obstala presenečena, zadihana, a popolnoma izpolnjena. Zdaj tle je pač izredno zanimivo, da sta bila oba dva že toliko napaljena, da sta očitno doživela orgazem še preden je sploh prišlo do penetracije. In ja, pač to je tudi možno. Se pravi, dosti ljudi dosega to s kakšno pomočjo, s pomočjo kakšne tantre, domišljije, ful močnega zavedanja telesa, mentalno vizualizacijo, dihalnimi vajami in tako in kontrakcijami, se pravi krčenjem mišic. Ampak ja, očitno sta bila ona dva tle toliko že napaljena, vzburjena, da se je pač to zgodilo. Tako da ja. Tako da pojmo kar naprej. Tukaj pa pač moški govori. Z njo je bil seks vedno dober, a nekaj časa je govorila, da nikoli ne more popolnoma spustiti vsega. Spustiti vsega v narekovajih. Le predvidevam, da je šlo pač za nek stres, da sploh ženske dostikrat med seksom razmišljajo še o vseh mogočih drugih stvarih in potem, kako je tle opisan, ne moramo spustiti vsega. No, nadaljujemo zgodbo. Kljub temu sva raziskovala, se pogovarjala in gradila zaupanje. Po dolgem dnevu na jadranju, polnem sonca in dotikov, se je zgodilo. Med počasnim ljubljenjem me je nenadoma potegnila k sebi in začela drhteti v valovih večkratnih orgazmov. Ko sem tudi sam dosegel vrhunec, se je vsakič znova uskladila z mano. Kot da bi se ujela v popolnem ritmu. Od tistega trenutka naprej je doživljala orgazme redno. Tisto noč bova oba nosila s seboj zavedno. Ta zgodba ima res eno tako čutnost v sebi, eno spontanost, pa vidi se, da se gre res za neko zaupanje. Tako da ja, zelo fajn. Dajte mi malo pokomentirati. Jaz bi bila ful vesela, če bi mi napisali, če ste vi že imeli kdaj tak, se itak lahko anonimno napišete. Dajte mi napisati, če ste imeli kakšen tak seks, ki ste si ga res zapomnili, pa kakšno izkušnjo ste imeli. Tako, gremo naprej. Po sproščenem večeru z večerjo in koktejli sva se z ženo vrnila domov. Bila sva lahkotno vinjena in zelo sproščena. Ulegla sva se in se začela igrati. Z dotiki, poljubi, oralno. Ko sem ji začel ugajati z jezikom, mi je šepnila, samo sprosti se. Ulegel sem se, ona pa je nadaljevala z igro.
najprej ustno, nato pa me je začela raziskovati tudi za dotiki. Dotaknila se je mojega presredka. Za tiste, ki ne veste, kje je presredek, pri ženskam je to med vhodom v vagino in med anusom, se pravi ta del, pri moških je to med modi in med anusom. In ja, moram to razložiti, ker še zmeraj dosti ljudi ne ve, kaj je presredek. Torej, dotaknila se je mojega presredka, nežno, radovedno in nato še z jezikom. Prvič sem doživel nekaj, česar si prej nisem niti predstavljal. Ko me je z rokami stimulirala, obenem pa z jezikom raziskovala mojo zadnjico, sem začel izgubljati nadzor. Orgazem, ki sem ga doživel, me je dobesedno sesul. Tresel sem se, smejal, dihal, kot da se mi je telo resetiralo. Bila je ena najbolj osvobajajočih in nenavadnih izkušenj mojega življenja. Tle mi je bilo ful zanimivo ta stimulacija presredka. Dosti ljudi ima glede tega še zmeraj zadržke, zato ker to je že nekako gremo lahko z rokam ali pa jezikom proti anusu, kar je veliko ljudem še vedno izredno neprijetno. Zato je zmeraj fajn, da mogoče prej probaš sam ali pa sama tam raziskovati, čeprav itak drugače te nekdo drug tam masira. Jaz osebno se bolj prijetno počutim, če sem prej stuširana in malo umita in tako, kar je nasplošno. Ampak čim se gre za neke te analne stvari, imamo vsi zmer neko, oziroma večina ljudi vno asociacijo. To je nekaj prepovedanega, nekaj umazanega, pa bo bolel, pa tako, ampak tle ne govorimo o analnem, ampak res samo presredku. In stimulacija tam lahko ful paše, sploh moškim. Tako da, ja, lahko pa to raziskujete tudi z različnimi igračkami, ki imajo, ne vem, recimo obročki za penis, imajo tako podaljšek, pol še nekako, da še tam malo vibrirajo pri modih, oziroma pod modi pri presredku. Tako da, ja, stimulacija presredka je ful podcenjena, tako da dajte jo raziskati, če jo niste, seveda, če ste za. Ne vem, a je kdo, komu stimulacija presredka ni okej? To bi tudi lahko napišete od spodaj. Pa če smo že pri tem, like, subscribe, komentarčki vedno dobrodošli, tako da ja. Če vam je ta podcast všeč, seveda. Pojmo naprej. Danes sem res taka, mal sem taka. Dež je zdaj že par dni skupaj, imam svoje ženske dneve in tako se vidite, da imam tudi dekco, glas imam tako malo počasen, ampak ja, sem rekla, da bom pridno bomo objavljali, tako da pojmo naprej, ne bom preveč dolgo vezla. Po operaciji, kjer so mi zaradi raka odstranili prostato, so me opozorili, da se lahko moje spolno življenje popolnoma spremeni in ne nujno na boljše. Toda po dovolj dolgem okrevanju sem ugotovil, da so moji orgazmi postali neprimerljivo intenzivnejši. Če so bili prej v razponu od prijetno do močno, je zdaj močno šele izhodišče. In ko dosežem vrhunec, včasih potrebujem 20 minut, da sploh lahko ponovno vstanem. Razlika je skoraj neizrekljiva in ja, čiščenja ni več. Ne priporočam raka, ampak nekje vsem tem je bilo tudi nepričakovano darilo. Ta zgodba je bila meni izredno zanimiva, sploh zato, ker jaz že nekaj časa si želim narediti podcast z osebo, ki je mogoče dala kakšno tako težjo bolezen čez, pa bi bila pripravljena spregovoriti o svojem spolnem življenju, kako je to vplivalo, se pravi med, po bolezni in tako. Tako da, ja, če poznate koga, ki bi bil pripravljen o tem govoriti, se mi zdi, da je pač tle tudi neka taka skupnost, ki jih moramo podpreti v tem. Se mi zdi, da o tem se zelo malo govori in da bi bilo fajn, če bi se kdo upogumil. Tudi to ne bi smel biti tabu, a ne, spolno življenje. Jaz razumem, da je mogoče spolnost ta zadnja stvar, ki takrat razmišljaš, kadar si v taki težki situaciji, ampak
vse je to del našega življenja in mogoče bi bilo fajn, če bi vse tudi o tem govorili. Tako da ja, sam mal mojih misli. Ok, gremo naprej. Z moškim, s katerim sem se že nekaj časa videvala, je bilo vse počasno, a ne lenobno. Vsak gib je bil premišljen, čuten. Pogosto me je zavestno peljal do roba in se ustavil, da bi me znova in znova gradil. Se pravi, pač ja, tle je mišljen v bistvu edging, da vedno znova gradi to vzburjanje in pričakovanje in lih preden se ostal. Tako da polka dejansko končno doživiš orgazem, je to toliko večja v narekovajih rečeno nagrada. No, nadaljujemo zgodbo. Tistega večera sem bila zgoraj, on pa me je večkrat nežno odrinil, ker ni želel končati pred menoj. Ko sem mu šepnila, da sem tik pred vrhuncem, me je obrnil in vzel odzadaj. Njegovi prsti so našli točno tisto točko in v tistem trenutku sem pozabila svoje ime. Orgazem je trajal in trajal, medtem ko me je še vedno stimuliral. Ko je on dosegel vrhunec, je bilo vse tako eksplozivno, da sem samo obstala. Presenečena nad tem, kaj vse zmore telo, ko se mu resnično prepustiš. Ja, ta zadnji stavek bo kar držal, se pravi presenečena nad tem, kaj zmore telo, ko se mu resnično prepustiš. Se pravi, da res ni unga o tem, kar sem prej govorila, da zraven razmišljaš še 500 milijon drugih stvari, pa kaj bo za večerjo, pa ta teden sem spet isto kuhala, pa to moram še narediti, pa perju moram dati obest, pa za službo nisem tega naredila. Ali pa karkoli. To me ful spomne na en film, ki je igral Mel Gibson, Kaj ženske ljubijo, pa Helen Hunt, meni je ona izvrstna. V glavnem, v tistem filmu Mel Gibsona, ker ne vem, kako je njegovemu karakterju ime, zadane strela, ali je v neki nevihti in ga neke elektrika strese, pomaga elektrika strese, ne, zadane strela. In on kar naenkrat lahko sliši, kaj ženske mislijo. In potem je tudi neka scena, ko on seksa z eno pač to svojo ljubico in dejansko pač sliši, kaj ona vmes razmišlja med tem, ko ona dva seksata in njene misli so kar neki od tega, od nekih špagetov, pa ne vem, Britney Spears, ali kar neki in on je čistko zmeden, tako kaj in ga čist odvrnejo. Ampak ja, no. Tisti, ki ste gledali ta film, kakšen se vam je zdel? Meni je pač res en tak dober, pač en izmed starejših delov, tisti, ki še niste pogledali, poglejte, Kaj ženske ljubijo, naslov. Ok, gremo naprej. Ta zgodba, solo igra, cool. Bila sem sama doma v sobi, kjer sem si končno vzela čas zase. V ozadju je igrala vodena erotična meditacija, tiste vrste, ki ti zvokom šepeta po koži. Zanimivo, vodena erotična meditacija. Tudi nekaj za raziskati. Na nočni omarici sem imela pripravljene vse igračke, ki so mi kdaj podarile užitek. Vibrator, tole vibrator Magic Wand, masažer, vibrator G-točke in lubrikant. Ok, nice. Začela sem počasi, dihala, napenjala in sproščala medenično dno. Menjala dotik z roko in igračkami. En orgazem, potem še eden in še eden. Na koncu sem izgubila občutek za čas. Izkušnja je trajala skoraj 50 minut. Bila sem popolnoma izčrpana in popolnoma izpopolnjena. Sama sem si pokazala, kako močno telo lahko čuti, če mu dam prostor. Ja. Tudi igračke. Veliko ljudi ima neko zmotno prepričanje, da igračke so pač za nek hiter, močen, intenziven, površen orgazem. Ampak ni. Fora je sam, kako jih ti uporabiš. Ne rabiš jih zmer šopati na najvišji nastavitvi, ne rabiš jih samo uporabljati, ne rabiš sam prslont pa tiščati v klitoris, sam to, da izsilaš čist orgazem ven. Ne, lahko jih uporabljaš čutno, lahko jih uporabljaš tako, kot je ona napisala tle, da je menjala dotik z roko in igračkami. Ne? To je ful fajn, zato ker koža na koži, sploh tudi če je to tvoja lastna roka. Govorim zato, ker včasih, če sami sebe prijemamo, je čist drugače, kot če te prijema nekdo drug. Ne? Ampak ja.
ful fajn. Ful mi je všeč, da sem v bistvu vključila zgodbo, kjer je tudi solo igra. Ok, gremo naprej. Zgodba. Številka 7. Z nekdanjo partnerico sva imela zelo strasten odnos. Bila je prva, ki mi je dala občutek popolne telesne svobode. En večer me je zajahala in doživel sem enega izmed najmočnejših orgazmov v življenju. Ampak potem ni odnehala, čeprav sem ji rekel, naj upočasni, je še naprej nežno jezdila moje telo in bilo je hipersenzibilno. Vsak gib je bil skoraj preveč. A počasi sem začutil, da se pripravlja še en orgazem. In res, drugi vrhunec je bil tako intenziven, da sem komaj ostal pri zavesti. Oba sva se smejala, zadihana, prepotena in nekoliko šokirana. Takrat sem prvič zares poznal, kaj pomeni biti presežen od užitka. Cool. Tako. To je bil del z zgodbami. Da pokomentiram še to zadnjo. Ja, po orgazmu smo res bolj občutljivi. Tako da ja, to verjetno ni tako sami prste popaste. Eni ne. Eni lahko pač grejo naprej in pač tudi moški dosegajo več orgazmov zaporedoma, ampak ja, eni pa ne. Ok. Tako. Zdaj sem vam obljubila še nekaj mitov oziroma resnic, pa bomo šli čez. Jaz bom povedala mit ali resnico in vam dala par sekund, da se odločite, a je to res ali ne, pa še povem. Se pravi, imeli bomo v bistvu en tak mini izziv. Prvi. Ženski možgani med orgazmom postanejo popolnoma neaktivni. Okay, zdaj ste se lahko že odločali. To je mit. V bistvu se eni deli ful močno aktivirajo. Nasleden. Moški lahko doživijo več orgazmov zapored, če ne ejakulirajo. To je resnica. Kakšne tantrične tehnike to omogočajo, ampak ja, je seveda potreben trening za to, ne? Naprej. Orgazem ti lahko pomaga pri glavobolu. Nekateri glavobol zelo radi izkoriščajo za izgovor, da ne seksajo, ampak tako, ne vem, a dejansko to folk govori, pa če ja ne morem seksati, ker me glava boli. Meni se zdi to ful filmsko. Da to ful v filmih uporabljajo, tako kao da ženske noče, ker jih boli glava in to. V glavnem, to je resnica. Orgazem deluje lahko protibolečinsko, zato ker prihaja do sproščanja endorfinov. Tako da glavobol ni razlog za ne seksati. Raj povej, zakaj res nočeš seksati. Ok, še 2 statementa oziroma še 2 trditvi imamo. Tako bo prav. Klitoris je manj občutljiv kot penis. To je mit. Klitoris ima več živčnih končičev kot penis. Mislim, da so zdaj že čez 8 ali 9 tisoč jih odkrili, da jih ima toliko. Znači mi je bilo ful zanimivo. Imela sem pač, dali smo anketo na story na Instagramu in so bili neki možni odgovori glede klitorisa in dejansko so nekateri kliknili, da je klitoris tam samo za okras. Zdaj pa ne vem, a dejansko folk to misli, se jih ni bilo veliko, tako ful majhen procent je bil tega, ali so se hecali. Tako da ja, to mi je bilo zanimivo. Ok, pojmo še na to zadnjo trditev. Orgazem sproži enake možganske reakcije kot heroin. To se sliši tako. To se sliši, da nekaj ni okej, ker pač ja. Ampak to je resnica, ker v bistvu se sproža pač, to zdaj ni mišljen, da je isti občutek, kot če pač delaš to, s temi prepovedanimi substancami,
in ne, nikakor ne nagovarjamo nobenega, da karkoli v zvezi s tem počne, to je pač samo trditev, ki je bila. Fora je to, da se sproščajo pač enaki ti hormoni pač v našem telesu, ki nam prenašajo pač te občutke. Se pravi, pri orgazmu se sprošča dopamin, oksitocin in pa endorfini in to je v bistvu nek tak recept za legalno ekstazo. Okay? Tako. Zdaj imam pa še en tak znanstveni fun fact. Fun fact o orgazmih. Prebrala bom te različne trditve, meni je bilo to ful zanimivo, ne bom pa šla v neke detajle pa razlagala, zakaj do tega prihaja. Vsaj ne tokrat. Bi si želela s kakšnim strokovnjakom to narediti. Ok, pema. MRI skeni kažejo, da ženski možgani med orgazmom svetijo kot božične lučke. Se pravi, svetijo kot božične lučke. Zdaj, če ste gledali kdaj kakršnokoli serijo, kakšno zdravniško, in ko delajo pač te MRI posnetke in se kaže aktivacija možganov, tam, kjer pač se možgani aktivirajo, se pač na zaslonu za svet. Tako da ja, to so ti deli, ki se aktivirajo v naših možganih, ko doživimo orgazem. Ampak ja, zakaj kot božične lučke? Ker je tega veliko in fajn in je super, ne? Seks aktivira iste možganske regije kot umetnost in glasba. To je bilo ful zanimivo. Mišice medeničnega dna se med orgazmom skrčijo do 15krat v 30 sekundah. Mal statistike, 2/3 žensk med seksom razmišlja o čisto drugih stvarih. Tako da, ja. Pa sem imela pa še eno, orgazem lahko povzroči začasno slepoto. A se je to že kdaj komu zgodilo? Pa ne vem, zakaj bi se to zgodilo. Bom raziskala, pa mogoče v naslednjem podcastu povem. Ampak, kar sem že rekla, ful bi mi bilo bolj zabavno, če bi to lahko komentirala s kakšnim tako strokovnjakom. Ampak, ja. Zdaj bomo šli pa še v bistvu mal na sam orgazem. In v bistvu bom jaz zelo na hitrco povedala, kaj sploh orgazem je. To bom povedala tako zelo posplošeno, ljudsko, amatersko, kakorkoli vam je ljubše. To je v bistvu neko kratkotrajno, intenzivno sproščanje spolne napetosti. Vključuje ritmične, mišične kontrakcije oziroma krčenje, poviša se nam srčni utrip, naše dihanje postane plitko in še kaj, zavihajo se nam prsti na nogah in tako. V glavnem, to je nek kompleksen fiziološki odziv, ki vključuje naš živčni sistem, naše mišice, naš krvni obtok in seveda naše možgančke. Moški orgazem povprečno traja od 3 do 10 sekund, ženski pa povprečno od 13 do 20 sekund. Tako da, ja. Kaj bi bilo tle še vredno izpostaviti? To, da v bistvu lih ta časovna razlika, da pač ženski orgazem tle traja kar nekaj časa dlje. Tako da to je bilo ful zanimivo. Pa pejmo naprej. Kaj se sploh dogaja v možganih? Kaj se dogaja v možganih med samim orgazmom? Prej sem že omenila oksitocin, dopamin in endorfine. Sam oksitocin se v bistvu sprošča že ob dotiku, od poljubljanju in objemanju in seveda tudi med orgazmom. Zato se po seksu dostikrat počutimo tako bolj povezane z našim partnerjem. To je tudi razlog, zakaj si po dobrem seksu želiš kakšne različne stvari. Ne vem, pogledati film, pojesti sendvič, se objemati. Ker dopamin je v bistvu tvoj notranji, to je bilo res dober hormon, a ne? On je ki reče, oh my god, to je bilo pa res dober. On nas nagradi s tem
dobrim občutkom, ko naredimo nekaj res prijetnega. Kot je, ne vem, ko jemo čokolado, ko seksamo, ko, ne vem, gledamo kakšne nam prijetne stvari. Tudi scrollanje po telefonu, vse to stimulira dopamin. In tudi na račun tega lahko seks postane zasvoljiv, ampak spet to je čisto druga tema, tako da ne bomo šli preveč globoko v to. Pojmo naprej. Endorfini. Endorfini delujejo v bistvu kot en naravno protibolečinsko sredstvo, kot en naraven morfij, in med seksom ali pa orgazmom telo izloči en cel val teh endorfinov in te zmanjšajo bolečino. To je tisto, kar sem prej govorila o glavobolu. Tako da če imaš glavobol, seksaš in pol je boljš. Ni nujno v vseh primerih, ampak malo karikiram. Kar mi je bilo zanimivo, je to, da to, kar smo govorili recimo o možganskih aktivnostih pri ženskah, da se pač en del možganov ful aktivira, ampak ker se en del možganov ful aktivira, se eni drugi deli možganov ugasnejo in med seksom ali pa orgazmom oziroma med orgazmom se pri ženskah ugasne v narekovajih tisti del možganov, ki je povezan s strahom in nadzorom. Zato se tudi dostikrat poudarja, da pri ženski je zelo pomemben med seksom ta občutek varnosti. In tudi potem posledično ključno za doseganje orgazma, da je pač ta občutek varnosti. Tako da kaj lahko vzamemo od tega? Da v bistvu med orgazmom, kot sem že prej rekla, se sproži en koktejl dopamina, oksitocina in endorfinov. Kombinacija, ki deluje podobno kot prepovedane substance. Razlika je pač seveda ta, da je to naravno, legalno in bolj zabavno. Tako da prej smo govorili še o orgazmu brez dotika, tako da tega ne bomo zdaj ponavljali. Jaz sem tisto malo uštulila vmes, zato ker je pasala na zgodbico, ampak sem imela tle še posebej napisano, da vam to moram povedati. To je možno, zato bomo šli naprej kar na razlike med moškimi in ženskami. Kaj je tle neka razlika pri orgazmu? Moški, kot sami veste, po samem spolnem odnosu in doseženem vrhuncu dostikrat rabite počitek, in to je taka refraktarna faza. Ženske je nimajo vedno in zato lahko doživijo več orgazmov zapored. Se pravi, nimajo te faze. In pri moških se v bistvu po orgazmu sprosti prolaktin. To je hormon zaspanosti, če mu lahko tako rečem. Ženske pa so še zmeraj na nekem oksitocinskem valu povezovanja in zato prihaja do tega, da moški po seksu lepo zasmrči in zaspi, ženske bi pa govorile, pa klepetale, pa smo čistko. Ampak zakaj? Zato, ker pri moškem orgazmu je v bistvu iz evolucijskega vidika to pomeni misija upravljena, pač se vemo oploditev in to. Ženski evolucijski ta je pa, da v bistvu mi hočemo, pri ženskah je pa ta orgazem povezan z zbliževanjem in izbiro kakovostnega partnerja. Ampak dobro, se nismo več v tistih časih, ko bi to bilo tako, ampak ta bližina je namenjena bila temu, da smo zadržali pač partnerja, ker če pride do razploda in to, da je partner tam, da pač sodelujeta in tako, in je več možnosti pa tudi za preživetje in varnost in tako, da pač če sodelujeta skupaj pri mladičih. Zdaj sem parkrat v bistvu omenila, pa ne samo zdaj, že v dostih podcastih smo omenjali, da je stres velik faktor pri tem, da se težko sprostiš in težko dosežeš orgazem.
če so tvoji možgani nekje z mislimi daleč drugi, kot pa tle, kjer bi morali biti in to je pač v tistem momentu, da uživaš, da se sprostiš, da ne razmišljaš o drugih stvarih, tako da sam na hitro, da še malo obnovimo znanje, kaj pomaga, pomagajo dihalne vaje, spet zavedanje, kakšne meditacije, edging, predvsem pa ta prisotnost, da znamo nazaj priti v moment, se pravi biti tukaj in zdaj. Tako, moramo malo razumeti svoje možganje, če hočemo tudi svoje spolne življenje izboljšati. Tako. Zdaj bi pa išla kar naprej na tole igračko. Zakaj na igračko? Zato, da vam predstavim nekaj zanimivega, pa zato, da v bistvu vam povem, da lahko igračke so zanimive iz tega vidika, ker z njimi lahko doživimo različne občutke, ki v bistvu se potem odločimo, če nam to ustreza ali ne. In zakaj si ne bi dali več možnosti, če pa lahko imamo. Tako da tle ne bom več rabila tega svojega dragega scenarija oziroma zgodbic, ker to smo zdaj naredili in gremo na eno full cute igračko, ki je lihta prava za moje današnje zaspano in deževno razpoloženje in to je tale samorogec, ani cute. A ga bo izostrelil, če ga dam bližje. Lelen ima jeziček. V glavnem, tole je samorogec. Cela ta linija se imenuje unicorn. Se vidi, da so moje možgane čisto med mojimi ženskimi dnevi utrujeni konstantno. Unicorn. Teh konjičkov je več. Kaj se pri njih razlikuje? V bistvu tale ustaca. En ima tle noter je en tak jeziček, enega ima bolj ven, pa drugače se obrača, on je moder. Potem je še vijoličen, ki ima tako na ven. Tole in v bistvu taka membranca potem po klitorisu, to je za klitoris vibrira. Pa pol je, ne, roza ima membranco, vijoličen ima tako bunkico, pa ona bunkica pol v bistvu tapka. Pol je črn, ki ima tak špičast jeziček, pa se vrti. Potem sta pa še dva novejša, ki sta en je zgleda tako, kot en miks s hudičkom, en je pa en tak full cute, sploh za Valentinova, ki ima v bistvu tako izbočen ven srček in on srček potem krožne gibe dela in je full dober. On, ki je hudičku podoben, ima pa v bistvu razcepljen jezik in tako bolj lepo s tistim jezičkom. V glavnem, kaj je fora teh unicornov? To je namenjen za zunanjo stimulacijo, se pravi stimulacijo vulve. Vulva je cel zunanji del, se pravi klitoris, sramne usnice in tako. Lahko vse s tem stimuliraš, lahko tako malo zajahaš. Za tiste, ki poslušate pa ne gledate, to dejansko pa zgledajo za dlan veliki oziroma manjši, jaz imam kar majhne dlani. Tako da lahko roko prideš taki samorogci, full so lušni, noben ne bo vedel, kaj je za kakšno. Mogoče za prvo igračko, zato, ker so cute, da se ne strašiš glih v njih dildatov, a ne penisom podobni. Pa ne pravim, da so penisi strašljivi. Ampak včasih imamo punce lažji pristopimo do kakšnih igračk, če so nam vizualno bolj prijetne in ti samorogci so full cute. V glavnem, samorogec se lahko cel trese, nema se sliši to ali ne, lahko se cel trese, pa tako glede na to, kako so majčkani, je tako full impresivno, do kakšne stopne vibracij lahko pride. Drugače so i tako vodoodporni, pa pač polnijo se z magneten kabel. Pol je pa še ta jeziček, to v bistvu prisloniš na klitoris ali pa na kjerkoli drug del, kjer ti pa še, in ti to potem stimulira. Stimulira klitoris. Lahko imaš pa tudi oboje hkrati. Tako. Mislim, da sta rumen pa moder najbolj prodajana, da so jim najbolj všeč strankam teli jezički. Tako da, to je kolekcija oziroma znamka Unicorn od Creative Conceptions in full so cute, izdelani so iz silikona.
Zanimivi so tudi, ker imajo v bistvu s to svojo obliko imajo tako različne teksture in se lahko tudi s tem igraš, če da pač itak moraš lubrikant uporabljati pri igračkah, tako da lahko v bistvu drsiš isto grivico ali pa s telim rokcom ali pa repak ima na koncu. Tako da v bistvu se ga da na ful zanimive načine uporabljati. Tako da ja, zakaj se mi je zdaj primeren za te deževne dneve? Zato, ker deževni dnevi so taki meni, tako jaz bi se zavila v deko, tudi če je poletje, ker ni nič prav grozen topel zdaj, pa narediš si eno tako komfort pijačo, ali kakao, ali pa čaj in pa ena taka cute igračka, se mi zdi, da zelo tematsko pa še zraven. Tako da ja. Dajte mi napisati, če so vam všeč taki podcasti, kadar malo beremo zgodbice, pa jih pokomentiramo. V glavnem, ja. Ne moram se nehati igrati zdaj s tem konjičkom. Tako. Jaz se bom zdaj poslovila od vas. Hvala, ker ste me poslušali. Hvala, ker ste z mano zdržali. Tale bolj umirjen podcast. Hvala za tvojo pozornost. Hvala, ker nas poslušate, gledate, supportate z thumbs up ali pa s tem, da se naročite na kanal. Se gledamo in slišimo čez 2 tedna. Ja, čez 2 tedna. Tako da ja. Čau!